Zdravo, pozdravljeni v novem vlogu. Če ste tukaj novi, se naročite, followajte me na Instagramu, lajkajte ta video. Dobila sem nalepke iz Tankola, moje spletne trgovine, vam bom pokazala. To je tista moja najljubša nalepka od teh True Crime, sem si jo nalepila na računalnik in zaenkrat zgleda full cute. Sem pa naredila še nagradno igro v sobotnem videu, tako da id tisto pogledati, kako lahko sodelujete v nagradni igri. Zmagovalec pa bo znan to soboto. Podeljujem pa 3 take nalepke, oziroma eno tako, eno rdečo, pa eno okroglo. Tako da ja, to je to. Mogoče bo še nekakšen giveaway, ampak zdaj zaenkrat je samo to. In pojte prečekirati, kaj morate narediti, če hočete dobiti tisto nalepko. Doskrat mi bolj pišete, skot imam kaj, uhani so z H&M-a, to pa je z Asusa, pa ne vem, če še to sploh prodajo. Zdaj grem delat. Danes je res tako fajno vreme v Uni. Pač toplo je, ni vroče, piha. Tako je fajno za mene vreme. Sem konec, zdaj pa čakam Lukasa, da prije po mene, da gremo domov. I'm so tired. Včeraj sem rekla, da imam danes en pomemben sestanek in gledajte kaj, budilke nisem čula, ni mi zvonila, kakorkoli ne vem. Jaz sem 2 budilke ali 3, tako da skoraj malo nerealno se mi zdi, da je res ne bi čula, ampak okej. Hvala Bogu ste šla z mamo, ampak mi z mamo smo mogli iti doma 7:20 in ona, Sarica, je mislila, da mene še ob 7:10 ne bo niti jesti dol. Also, se ne, da sem zdaj imela skoraj prometno nesrečo. En mi je, ni mi predno vzel, ampak v tunelu, kjer je plac samo za en avto, se mi je en z nasprotne strani z polnim šusom zagnal. Jaz mislim, da je pozabil ali pa pač da enostavno ni vedel, da je to tako ozko. In potem sem mogla hitro odreagirati in sem zavila na robnik. In prvo kot prvo sem skoraj v njega zaletela, oziroma on v mene. Pa sem zdaj skoraj v steno zaletela. Today has been great. Budila sem 1 uro, zgodilo pa se že marsikaj. Zdaj sem doma. Ne vem, če sem že povedala, ampak zdaj sem bila tam, smo se vse dogovorili in ful super. Tako da malo več boste videli v prihodnjih dneh, mogoče v enem tednu. Čakaj, zdaj še ne bom preveč govoriti. Ampak ja, ful bo zanimivo. Zdaj grem delat in ful sem zaspana, tako verjetno vidite. Ful slab dan imam, nasplošno. Budna sem 2 uri, pa imam že ful slab dan. Prvo kot prvo zaspala sem se, da se nisem mogla niti namazati pa nič. Drugo, imela sem skoraj fucking prometno nesrečo, kar sem vam že povedala, ampak nisem bila skriva. Pa je ura 10. Pičim delat. Mi je vroče, sem skoraj zamudila, da sem glih jedla, jo tako se slabo čutim. Ni da to vsak dan govorim, ampak danes mi res ni za iti, ker mislim se, ona stvar, ko sem se zmenila za sodelovanje, pa to je bilo ful vrej, ampak nasplošno pa je dan ful beden. Ojla, zdaj se temni, ker da vam bolete dol v moji sobi. Dobila sem migreno, kar ne vem, če sem vam povedala. Okej, treba bo luč prižgati. Dobila sem migreno ob 1, zdaj pa je ura 5. Ampak nisem upala v službi povedati, ker me je pač bilo strah, da bi bili jezni, oziroma ne vem sploh. Strah me je bilo iti povedati, da imam migreno. In že se kamera trese zaradi moje roke. In sem ostala v službi še 4 ure. Sem smotala, ampak pač nisem upala, ker sem malo bolala na prejšnji teden, pa pač nisem hotela biti tak, da bi se spet šla. Ampak, če ima kdo od vas migrene, vete, kak je to? Jaz pa zdaj v bistvu nisem imela migrene že, mislim, da tak res migrene, tak ful močna migrena nisem imela že 1 leto, odkar jem kontracepcijske tablete, kar je pač, ne morem se verjeti, ampak pač glavobol imam še vsak dan, tako da nisem ful zboljšala, pač migren več nijam, kar je ful prednost, ker migrene so obupne. In pač se, ko sem imela to migreno, sem vam rekla, da ni dober dan, oh moj bog.
To sem vam se hodila povedati. Zdaj pa grem v temo. Ker tema pomaga. Danes je nov dan. Počutim se, sem ful zloma, ful me glava boli, pa tako zaoteč, ne imam oke, ampak ja, delat grem, danes 9 ur pa pol, kako bom to zdržala? Ne vem. Dobro jutro. Ura po 10. Trenutno se pripravljam, da bom snimala video. To pa je v bistvu tudi to. Snimala bom True Crime, Zodiac Killer. Ja. V glavnem posnela sem video, obvestila sem vas o giveawayu, tako da si idite prečekirati to. Zdaj se grem pa delati kosilo, pa urediti provat video, ker ga moram jutri objaviti. Trenutno se mi faca ful sveti, ker imam kremo proti soncu gor in it's not mad at all. Zdaj bom urejala videe, ura 11 ob 1 delam, teda ob pol 1 moram iti na bus. Kaj sem hodila reči? Ja, zdaj mi manjka še samo 100 naročnikov do 7000. Which is insane, kar tudi govorim v novem videu. Ampak ful me zanima, do koliko bomo prišli do mojega rojstnega dneva, oziroma do septembra, oziroma oktobra. Ker takrat bo v bistvu 1 leto, odkdar sem si jaz zadala cilj, da je vršala to leto, delala ful na YouTubeu in ja, it's been great. Zato ker, ne vem, če to vidite, ampak YouTuberom, ki smo na sceni, pač že kar nekaj časa, od takrat, ko se je slovenski YouTube komaj začel, ko smo mi imeli še vsi angleške videe, ne vem, Anita, Žaklina, še kdo? Potem tudi Kaja, ampak tisto čist prve sem jaz spoznala Anito pa Žaklino, pa Nika Erčur, samo ona je tak on another level, pa pač Alekseja, ko imela tudi takrat YouTube, pa to, se mi zdi, da je ful težje bilo dobiti več naročnikov, potem, ko so začeli že enkrat za slovenskim, ko pa tisti novi YouTuberi, ko so komaj zdaj prišli na sceno, ko so tako eksplodirali, takoj, ko so prišli. Tako da ja, we've been struggling. Tako da, pač, mi je tak unreal, da sem že skoraj pri 7000 naročnikov. Ko sem malo pajtla. Me pa res ful zanima, malo si mi roka potrese, sorry, koliko bom imela naročnikov svega rojstnega dneva. Se sploh ne upam reči, če lahko prijemo do 8, zaradi tega, ker je še tak 2 tedna. Ta, če ste novi, bi vas ful prosila z dna srca, da se naročite. Zaradi tega, ker dosti ljudi, ko gleda moje YouTube videe, niso naročeni, pa morate iti vedno znova me iskati. Zdaj, če ste naročeni, vam bom tam not popnila v vaš subscription box, tam, ko imate naročnine. Pač nič vas ne stane, nič, dobena veza ni, pač nič ni, vedno se unsubscribete, ampak ja. Komaj čakam, da vzemo omejitve za vpis, torej, da vem, ali sem sprejeta, ne, ampak me je tako strah. I'm so scared. Zato sem zdaj cel dan še živčna, pa mislim, da tega imela migreno, cause I'm stressing way too much. Spet jem špagete. Z omako, ki mi mami naredi. Še drug je špagete v posodici in ne na krožniku, pa pijem Coca-Cola. Coca-Cola Slovenija, sponsor me. I love you with all my heart. Pičem delat. Honey? Sam dema? Ja. Something magical. Ne gre približati. Glejte, Lukasa. This is amazing, so beautiful. Pol moja galerija Ono, se slika na double frame. Snimala sem moje paranormalne izkušnje, končno, ker to že želite ful dolgo, tako da bo, mislim, da objavljeno to soboto, so idite gledati. Ja, tudi v tem videu bom
naglasila to oziroma omenila to, o čem sem že govorila na mojem storiju in na mojem videu, ki je bil objavljen v ponedeljek. Tako da, ja, še enkrat vam bom zdaj jaz povedala. Zaradi tega, ker če slučajno ne gledate moje druge normalne videe in kakšne druge videe, pač da vidite tu in če me ne spremljate na Instagramu, bla, 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 sorry, zunaj pravkar neki traktor, ker, ja, to ni glih mesto. Glavnem, če še ne veste, oziroma če že veste, imam ful težave s švicanjem, že kar dolgo, že z osnovne šole, že kot sem bila mala in je to res ena stvar, o kateri jaz nerada govorim, ampak pač zdaj se odločila, da bom, zaradi tega, ker pride kmalu nekaj, naslednji teden v ponedeljek, boste videli in tudi to jutri, torej v četrtek, okoli 7, pol 8, pojdite na moj Instagram gledati live ali pa na Nobilis Instagram oziroma Facebook stran gledati live, kjer bo v živo predvajan postopek botoksa v podpazduh, ki ga bom jaz imela zaradi prekomernega potenja. V videu, ki je bil v ponedeljek, govorim več o tem, da sem že probala razne stvari in se zdaj odločila za botoks. Video, ki pride naslednji teden v ponedeljek, bo v bistvu vse o botoksu, vse o posegu in pa vse o tem. Potem pa bo kmalu prišel en video, kjer bom odgovarjala na vaše vprašanja, ki boste mi zastavili lahko tu spodaj, lahko v ponedeljkovem videu, lahko v predvčerajšnjem videu, pač vaša vprašanja, ki vas zanimajo, glede tega posega, glede tega zakaj, pač vse to. Prej nisem o tem govorila, ker pač bilo pred strah pa sram. Zdaj pa sem bila tak, fuck it. Not sponsored by Coca-Cola, although I wish it was. Coca-Cola Slovenija, I love you so much. Gledam, ja. To je to v bistvu v botoksu in pa v mojem prekomernem potenju. Kot sem s tem se soočam že ful dolgo. In zdaj bo končno več o tem govora. Tudi naredim video, hacks, bla, bla, bla. V bistvu, kaj hočete, lahko mi spodaj napišete, lahko mi pišete na DM v Instagramu. Glavnem, če bo vaše vprašanje odgovorjeno, bo anonimno, ker nočem nobenega izpostavljati. Sploh ne morem verjeti, koliko pozitivnega feedbacka sem dobila od ponedeljkovega videa, torej predvčerajšnjem, in pa od storijev na Instagramu, oziroma od odgovorov na Instagram storije. Pač ne morem verjeti, koliko vas, tudi punc, fantov se sooča s tem in vas filam, tako da vem, kako mi je. Mislim, itak ne morem verjeti sploh, kako ste večino vas, pač večina mojih naročnikov, mojih sledilcev oziroma podpornikov, moje male YouTube družine, oziroma zdaj kar raste, da ja, ste ful prijazni, ste ful vredni ljudje, res sploh ne morem reči druga kot pa hvala, se vam samo zahvaljujem, ampak dejansko pač hvala vam za vse. To, ko sem zdaj povedala, moje probleme ste jih ful dobro sprejeli, ful toplo sprejeli in pa tudi vidim, da dost vas se sooča s takimi težavami, kar mi je ful bad za vas, ampak mi je lažje za mene, če tako mislim, pač vem, da nisem jaz edina in da pač, ja, upam, da bom komu pomagala. O tem se bom več govorila v videu. Ja. Danes sem že cel dan počivala, bi lahko temu rekli, in grem zdaj k Andražu in Ivi, mislim, Iva pride tudi, ja. Lukas pa ne gre, ker je izdajalec, oziroma slabo se počuti. Lukas, pridi dol. Grem pa jaz, pa grem. Sem že skoraj tukaj. Tu nisem bila že preveč dolgo. Sama se čakam. Kje ste? Odkud pa je ti prišla, Račka?